Nisem planiral, da bom skrajšal traso, ampak nimaš kaj. Včasih moraš vedeti, kdaj je dost, pa kdaj je bolj nehati. Živjo, jutri je maraton etap v Tour de France. Jaz pa imam že vse pripravljen, v bistvu tudi številke smo lahko že v sredo prevzeli. Tako da se jutri samo še zapeljem na štart in je to. Bom vam pa zdaj na hitro majčkeno povedal, kaj nas čaka. Gre za zahteven maraton, kjer navadni amaterji lahko doživimo delček tistega, kar profesionalci doživljajo na dirki po Franciji vsak dan. Jaz sem to progo odpeljal že lani in bilo je res super, sploh vzdušje v Podblici je bilo noro, so nam pripravili res nor sprejem, tam kjer je doma Matej Mohorič. Tako da se že veselim, da vidim, kaj so nam pripravili letos. Bomo podpeljali 136 km z 2160 višinci, pa na štartu nas bo majčkeno več kot 1000. Žal se je proga zaradi vseh problemov, ki jih je povzročilo vreme, majčkeno spremenila. Za moje pojme bo še težje, kot je bilo prvotno planirano, ampak nimamo kaj, za vse isto. Sam majčkeno bolj po pameti bo treba odpeljati, pa bo v redu. Danes se še majčkeno spočijem, pa se vidimo jutri v Kranju. Do štarta je še kar nekaj časa, tako da se lahko v miru pripravim. Ne bom se pa danes nič ogreval, zato ker je prvih nekaj kilometrov zaprte vožnje za avtomobilom, tako da se bojo noge že takrat dobro ogrele. Brightona 750 sem dobil za test in moram reči, da je res super zadeva. Tako da bom kmalu tudi naredil en video, pa majčkeno več povedal o njem. Bom pa v opisu tega videa pustil tudi link do vseh trgovin, kjer ga lahko dobite. Res za eno normalno ceno super zadeva. Zdaj pa pojdimo pogledati, kaj nas čaka na prireditvenem prostoru, pa počasi na štart. Opazil sem, da so se kolesarji že začeli zbirati na štartu, zato sem se tja takoj postavil tudi sam. V bistvu, hotel sem štartati čim bolj v ospredju, ker sem vedel, da bo kmalu po štartu sledil podvoz z zaprtim desnim ovinkom, zato je bila ta pozicija veliko bolj varna. Ni pa manjkal niti Didi. Po približno pol ure čakanja se je napetost stopnjevala in čas je bil za štart. Na dirko sem prišel pripravljen. No, vsaj mislil sem tako. V nogah imam letos kar nekaj kilometrov, pojedel sem ogromno hidratov, pa spal sem kot dojenček prejšnjo noč. A gre lahko sploh kaj narobe? Uspešno smo prevozili tudi prvo past proge in zdaj je sledila zaprta vožnja vse do Nemil. Takoj, ko smo prišli do uradnega štarta, so se vspredaj sneli z verige. Nastale so luknje, ampak jaz sem se odločil, da bom šel že v štartu svoj tempo, ker sem mi v glavi, da bom odpeljal 2 kroga. Po približno 1 kilometru je že sledil vzpon na jamnik in s tem tudi merjenje časa za pikčasto majico. Sam sem še vedno probaval čim bolj šparati z energijo, zato se s tem nisem preveč obremenjeval. Prišli smo do Podblice in takoj se vidi, da je vas povezana s kolesarstvom. Občutek, ko zapelješ skozi tole, je pa enostaven, fenomenalen. Sledil je še najbolj strm del vzpona, potem pa tudi gorski cilj ni več daleč.
Mem se je pripeljal Matej Mohorič in lahko samo občuduješ, kako se premika dvakrat hitreje od vseh amaterjev, brez da bi se sploh pomatral. Tukaj naprej se cesta spusti v Kropo, jaz sem pa že začutil, da bom težko kaj pojedel. Nabrala se je luštna skupina, tako da smo kar dobro leteli. Mi je pa na tej točki prav prišla funkcija Live Track na Novem Brightonu. Vozim po domačih cestah, zato družina normalno pride navijat. So pa s to funkcijo točno vedeli, kje sem in kdaj pridem mimo. Organizator je že pred dirko opozarjal na makadamski del, pa tudi sam sem odpeljal traso že en teden prej, tako da sem vedel, kaj nas čaka, ampak takrat je bil ta del v veliko boljšem stanju. Na dan dirke je bil pa pesek razrahlan pa globok, tako da je bilo kar nevarno. Žal, vsi niso imeli sreče in brez defektov ni šlo. Sva pa ravno s tem kolesarjem imela prav fajn debato pred vzponom na Jamnik. Na vrsti je bil za moje pojme najgrši klanec na tej trasi. Ta na momente presega 20 stopinj naklona. Matej je pa še enkrat pokazal, da za profije to ni noben problem. Vase sem probal zbasati nekaj kalorij, ampak mi enostavno ni pasal. Tudi kar sem pojedel, mi v želodcu ni naredil dobro, tako da sem se tukaj nekje začel spogledovati z opcijo v krajši trasi. Vzpon pri Bašlju je še zadnji resni klanec na tej trasi. Od tukaj naprej se pa cesta skozi majčkan spušča vse do Kranja. Počasi smo se spet sformirali v skupino in s kar veliko hitrostjo smo se odpravili proti Kranju. Na šprinterskem segmentu se nihče ni preveč pretegnil, tako da je skupina lepo ostala skupaj vse do cilja. Zadnji kilometer ali hudičev jezik. No, tukaj sem se pa dokončno odločil, da zavijem v cilju desno in zaključim dan. Brez vnašanja kalorij bi v drugem krogu enostavno preveč trpel. Glede na to, da uvrstitev in čas ne bosta dobra, grem pa lahko skozi cilj počasi, a ne? You guys silly? I'm still gonna send it. Krajšo traso sem zaključil na 106. mestu od 491. Vem pa, da bi bila uvrstitev veliko boljša, če bi že od štarta planiral, da bom odpeljal samo krajšo traso. Ampak nimaš kaj, ne more iti vedno vse po načrtu. Lejga! Kje si lejga? Dolgo. Karkoli sem vas sedal, mi gre danes na bruh.
nisem planiral, da bom skrajšal traso, ampak nimaš kaj. Včasih moraš vedeti, kdaj je dost, pa kdaj je bolj nihat. Danes res karkoli sem pojedel, mi ni dobro naredil v želodcu, tako da sem se odločil, da odpeljem samo en krog. Ego trpi, ampak bo pa drug let spet opcija, da odpeljem ta dolgo. Kmalu sem bil spet lačen in pica ni bila noben izziv. Upam, da vam je bil video všeč, pa da se še vidimo. Živ!